Kropljenje bomo lahko nadaljevali po koncu maše, bo z nami pokojni do 8. ure, tako zdaj zaključimo s kropljenjem, se lahko pa usedete tudi v prvi dve vrsti. In v imenu od mrtvih vstalega Kristusa in v občestvu od Cerkve smo se zbrali bogoslužju za pokojnega duhovnika in salezijanca, gospoda Danila. Hvaležni smo za njegovo duhovništvo, ko nam je svojo besedo in zgledom razodeval Božjo ljubezen. Vabim vas, da zanj takole skupaj molimo in se tolažimo z besedami Svetega pisma. Usmiljen in milostljiv je Gospod. Usmiljen in milostljiv je Gospod. Gospod odpušča vso tvojo krivdo, ozdravlja vse tvoje bolezni, on iz jame rešuje tvoje življenje, kronate z dobroto in usmiljenjem. Usmiljen in milostljiv je Gospod. Gospod je milostljiv in usmiljen, počasen za jezo in bogat z dobroto, z nami ne ravna po naših grehih, ne vrača nam po naši krivdi. Usmiljen in milostljiv je Gospod. Kakor je vzhod oddaljen od zahoda, odriva od nas naše pregrehe. Kakor oče izkazuje usmiljenje otrokom, Gospod izkazuje usmiljenje tistim, ki se ga bojijo. Usmiljen in milostljiv je Gospod.
V spomin našega krsta in v znamenje upanja, da bo Bog pokojnemu Danilu in nam vsem dal novo in neumrljivo telo, blagoslavljam to mrtvo telo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi Danilo, zbrali smo se ob oltarju svetega Lovrenca, kjer si prejel vse sakramente in kamor si se vedno rad vračal. Dragoceni so ti bili domači kraji in ljudje, ki si jih vedno nosil v svojem srcu. V zadnjem letu so ob sprehodih skozi domače vinograde, skozi tvoje prste drsele jagode rožnega venca, v prošnji za mnoge potrebe in v besedah blagoslova, ki si jih prinašal med nas. Čutil si z domačim človekom in tvoji so bili Afričani. Med njimi si zelo konkretno in v vsej polnosti izvrševal telesna in duhovna dela usmiljenja. Lačne si nasičeval, ženim priskrbel vodo, nage oblačil, sirote sprejemal, bolnikom priskrbel možnost zdravljenja, jetnike reševal, mrliče pokopaval, grešnike svaril, nevedne učil in zidal zanje šole, dvomljivcem prav svetoval, žalostne tolažil, krivico vedno voljno trpel, žalivcem iz srca odpustil, za žive in mrtve si vsak dan Boga prosil. Ko poslušam, kaj vse si v svojo lisjaško delavnostjo, iznajdljivostjo, vztrajnostjo in pogumom naredil za ubogega afriškega človeka, tudi meni nehote sprašuješ vest. Kakšen pečat bo pustilo moje življenje? Kaj lahko jaz storim v tem svetu, ki je tudi lačen, žejen, razgaljen, osirotel, bolan, zasužnjen, mrtev, neveden? Pred mnogimi leti si se iz Borundija javil, ko so v domači župniji že pripravljali rekviem. Takrat so se ljudje veselili. Danilo ni mrtev, Danilo je živ. Naj tudi današnja sveta maša prinaša sporočilo vstajenja. Danilo je živ, živi pri Bogu. Naj se tvoje utrujeno telo spočije v slovenski zemlji. Danilo, hvala za vse. Postani naš priprošnik v nebesih z Bogom. Usmiljeni Bog, prosimo te za našega brata Danila, da zemlji si ga poklical v svojo cerkev, sprejmi ga v kraljestvo luči in miru in pridruži svojim svetim in izvoljenim. Tisti čas nastopi Mihael, veliki knez, ki je postavljen nad sinove tvojega ljudstva. To bo čas stiske, kakršne še ni bilo, odkar so narodi do tega časa. Svetlovi Božji požari obraz, nebeški Jeruzalem. Prebiva tu Bog med ljudmi, obrisal sonce z njihovih oči. Nebo več ulusi
namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? Sin človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega očeta s svojimi angeli in da ga bo vsakemu povrnil po njegovem delu. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Spoštovani domači, svojci in vsi, ki nas je zaznamovala ločitev in izguba dragega gospoda Danila, prinašamo si sočutje in skupno molitev. Prav tako vam zbranim z upanjem na vstajenje v veri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zbrani somašniki, družina z bratstvo skupnega posvečenja in izguba brata je naša prikost. Sožalju se pridružuje naš gospod škof Peter Štumpf, ki bo za gospoda Danila daroval mašo ob pokopu na Žalah. O njegovem turbulentnem življenju in delu je zapisanega, posnetega in iz Danilovega pripovedovanja poznano veliko. Zato je tukajšnje slovo predvsem povezano z rojakom in domačinom. In med njegovimi domačimi ni prvič, ko nas je presenetila vest, ki budi še nezaceljene rane prenaglega slovesa in bolezni. Danilo je neki torek pri jutranji maši prišel v zakristijo in okorno, z globokim in počasnim glasom, začel govoriti o tem, kako Bog že ve, kaj dela in da je življenje v njegovih rokah, tudi življenje njegove nečakinje. Nisem mogel razumeti, zakaj gre, zato sem prikimal in šele kasneje dojel, da jo je doletela ista usoda prenagle smrti. Prav tako njegovega brata, ki je komaj rešil življenje in ostal brez moči, ki ga je v življenju krasila. Danilo je večkrat poudaril, vem, da je pri Bogu, saj je tako živela zlata duša. Za vse Danilove človeške pomanjkljivosti danes prosimo Boga, da bi ga po svojem usmiljenju sprejel v nebeško slavo in se pridružil svojim domačim. Danilovo življenje je bilo v misijonih. V zadnjih desetletjih je urejal primerne prostore za oskrbo podeželske misijonske postojanke na severu Ugande v Atedi. Sam jo imenuje kar slovenska, lahko bi rekli tudi dornberška cerkev, z repliko njene freske zadnje večerje, zvona iz naše župnije in vsemi darovi zanjo iz naših vasi in drugod iz Slovenije. Njegovi sodelavci, tudi iz naših vasi in strani njegovih domačih tehti, statiki, mojstri ozvočenja, gradbinci, drugi, ki so sodelovali, umetniki, ki so ga spremljali na delovnih misijah in v zadnjem času znajo povedati, da je prav nedolgo, neizmerno hitel z dokončanjem njegovega življenjskega projekta v Boluju, v večjem mestu, kjer je nastajal veliki evkaristični center in središče. Nevsiljivo nam tako prihaja naproti podoba iz življenja svetega Frančiška, ki je želel na vsak način obnoviti cerkev svetega Damijana, končal pa s poročilom takratni cerkvi do današnjega časa. Danilo je podobno sporočal in ob vsakem obisku prinašal življenjsko
izkušnjo nove misijonske afriške cerkve. Ob prihodu domov je rekel, da prihaja na remont, obišče malo Valdoltro in nato mora iti nazaj tja dol pod Parmo in Bananom. Pri srečanju z njim je prinašal nekaj, kar smo pozabili in spregledali, nekaj afriškega brezčasja, namenjenega za sočloveka. Ko je pristal za mizo ali pa začel mašo, imenovano dve v eni, se je znal ustaviti in zares prepustiti trenutku, ki v bežečem vsakdanju življenja zahodnega človeka pomeni denar, obveznosti, nenehne poti po pomembnih središčih in za starše po animacijah za otroke. V Afriki je polno življenja, je rekel, in povprašal nekoč, koliko imam kaj birmancev. Zaneseno sem odgovoril, da jih je okoli 50, misleč, da bom kos. Pa je malo počakal in v smehu razložil, kako so jih kateheti pripravili 500, vzemi ali pusti tistih 100. Pa je to naravno, je nadaljeval, življenje gre tam, kjer lahko preživi, to je del naravnega procesa. Mislim, da mu je bila Afrika tudi zato tako blizu, ker je bil vzgojen v okolju prežetem z odvisnostjo od narave, ki je lastno, da živi, se krepi in raste. Čeprav so ga spremljale težke razmere nenehnih vojn, vulkanov in nečloveških grozodejstev, ki jim je bil priča v teku svojega življenja, tega veselja ni izgubil. Mogoče bi lahko našemu človeku, ki si je ustvaril odlične pogoje bivanja, lahko svetoval: malo postoj, dajaj življenje, ker to daje pravo veselje. Pusti mu, da se otroci igrajo in ne tekmujejo, da se fanti podijo za žogo in punce popuhajo malo gline v lesenih krožnikih okoli domače hiše. Včeraj zvečer se je novi papež Leon XIV prikazal na oknu katoliškega središča in spregovoril. Nekoliko ganjen se je zdel, ko je dejal: mi vsi smo v Božjih rokah, zato le brez strahu, združeni smo z njim in drug z drugim z roko v roki. Mi gremo dalje, mi smo Jezusovi učenci. Jezus je pred nami, svet potrebuje njegove luči. Skupaj moramo iskati, kako postajati misijonska cerkev, zaključi. Danes tudi mi sami izročamo Danila v Božje roke in mislimo na misionarja in duhovnika, ki je prinašal Jezusa ljudstvom osrednje Afrike, da bi postali njegovi učenci. Poznal je njihovo kulturo in navade, tudi nekrščanske. Če dam kar enemu domačemu podjetju denar za delo, ga bo kmalu zmanjkalo, delo pa zastalo, je pridal. In nato takoj spregovoril o tem, kako so veseli, ko pride med ljudi. Za praznik mu ponudijo kako enolončnico na tleh in kako kuro z vrta in se zberejo okoli. Pa kako ima čudovite domačine, ki skrbno vse pripravijo in vodijo celo skupnost. Mi sicer mogoče mislimo, da je misijonska narava krščanskega občestva, da se med mašo popleše, on pa je rekel, da tudi tam delajo to mnogi iz navade, celo kdaj kar preveč morajo.
a pridejo skupaj od povsod, kdor le upa. Misijonska narava cerkve rase od spodaj navzgor, iz ljudi, ki doživljajo z Jezusom boljše življenje in po domačih ljudeh, ki gradijo svoje skupnosti. Danes imamo že veliko svojih sodelavcev, se je pogosto pohvalil. Tudi veliko domačih duhovnikov. Kmalu nas ne bodo več tako zelo potrebovali in bodo prihajali k nam in jih bomo mi potrebovali. In lahko povzamemo, da zato, ker nas naučijo živeti v misijonskem duhu, naša življenja, družine in skupnosti naobrniti ponovno na Jezusa, živeti iz vere in svoja življenja preplesti s svojo skupnostjo, ki postaja osrednji del življenja in skupnega preživljanja časa. Zaupam, da bo Danilo svoje življenjsko delo evharističnega centra v Goluju dokončal tako, kot sveti Frančišek delal pri cerkvi svetega Damjana. Gradil bo misijonsko cerkev, ostal nam bo v trajnem spominu misionarja, ki je svoje življenje posvetil svojim krščanskim skupnostim in preko težav in preizkušenj dočakal večni počitek na slovenski zemlji. Gospod, daj mu večni pokoj in večna duša mu sredi. Četudi so naša srca polna bolečine in žalosti, pri Bogu prosimo za našega pokojnega sobrata Danila in za vse dobro, s katerim ga je obdaril, in ga prosimo te, usliši nas. Prosimo te, usliši nas. Gospod, hvaležni smo za življenje misionarja Danila Lisjaka, naj bo njegova daritev sprejeta kot prijeten dar v tvojem kraljestvu. Prosimo te, usliši nas. Za vse misionarje po svetu naj jih tvoj duh vodi in varuje v njihovi službi ljubezni in resnice. Prosimo te, usliši nas. Za družino, prijatelje in skupnosti, ki žalujejo, naj jih tolaži upanje na vstajenje in večno življenje. Prosimo te, usliši nas. Za ljudi, katerim je Danilo Lisjak služil v misijonih, naj ohranijo vero in ljubezen, ki jim jo je prinašal. Prosimo te, usliši nas. Za nas tukaj zbrane naj nas zgled pokojnega spodbuje k večji odprtosti, služenju in molitvi za misijone. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, hvala ti za Danilotovo življenje in za njegov doprinos krščanskim skupnostim. Blagoslavljaj ga in mu daj večno življenje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Amen.
tudi nas in vsej svoji sveti cerkvi. Nebeški Oče, dobrotno poglej na naše darobe, sprejmi naše rajne brate in sestre in pokojnega Danila v slavo svojega Sina, ki nas vse združuje v veliki skrivnosti svoje ljubezni in s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami In s tvojim duhom. kvišku srca. In naprej pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primirno in zveličavno, da Tebe, Gospod, vedno slavimo slovesne, pa Te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Ne neha se za nas darovati in nas pri Tebi vedno zagovarja in brani. Na križu žrtvovan več ne umrje, temveč s poveličanimi ranami živi na veke. Zato se v velikonočnem veselju raduje v svet, pa tudi angeli v nebesih, nenehno prepevajo hvalnico Tvoje slave in mi z njimi kličemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Hvaležno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolno ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata, duhovnika, misionarja Danila, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje.
ter vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Lovrencem, svetim Janezom Boskom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Pokojni gospod Danilo Lisjak je k molitvi Oče naša vabil neštetokrat. Vabil je različne narode, v različnih jezikih, na raznolikih krajih, ob različnih priložnostih. V tem ga lahko posnemamo. Molimo, da bi znali tudi mi vabiti k molitvi. Ni potrebno, da se odpravimo na drugo celino. Lahko smo misionarji doma. Lahko začnemo z našimi najbližjimi. Draga žena, dragi mož, dragi otrok, sestra, brat. A bi zmolil z mano en Oče naš, za naš narod, za našo župnijo, za gospoda Danilota, za nas. Oče naš, ki si na nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni veselega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti sprejemaš naše rajne v srečo večnega življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svojega občestva. Utrdi nas v miru in nas vodi k edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodu mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Gospod Lisja Danilo je bil misionar. Misionar pomeni, da prinaša ljudem Kristusa. Prinašati Kristusa pa pomeni podarjati mir. To je zelo preprosto, lahko naredimo s pogledom, nasmehom, stiskom rok. Torej, izrazimo si mir. Amen.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem veden, da priješ k meni, ampak res je besedo, ne ozdravljena moja duša. Blagor povabljenim na jagnje to gostijo. Molimo. Gospod naš Bog, za Tvoje mirne rajne sloka je velikonočno skrivnost. Podeli našemu bratu Danilu večno luč in mir, po Kristusu našem Gospodu. Sedimo. Spoštovani prijatelj, sošolec in misionar Danilo. Ko se poslavljamo od tebe, smo skušal spomniti na skupne poti. Tvoja izjemna rast, neskončno energijo, veliko uresničenih načrtov pred danost človeku in Bogu. Kmalu bo 60 let, odkar smo zaključevali v Spletku. Danila ta šola ni kaj dosti zanimala. Bil je miren, nekonflikten, v nekem bolj svojem svetu in ni izkazoval kakšnih posebnih talentov. To je bilo tudi obdobje, ko smo razmišljali o nadaljnji poti. Vsi smo si oblikovali neko poklicno pot, le Danilo je bil na to temo tiho. Ko sem pozneje izvedel za njegovo odločitev, mi je bilo povsem jasno, da je Danilo imel najbolj izdelan načrt za življenje in Bog mu je dal moč, da je svojo pot, svoje zelo težko pot izpeljal. Bog ga je izbral za svojega pričevalca. Ne poznam človeka, ki bi se tako močno spremenil, kot se je Danilo. Iz tistega otroka, ki ga angleščina ni zanimala, je Danilo postal misionar, ki je obvladal 10 jezikov. Postal je poln energije in načrtov za svoje delovanje. Ko sva razmišljala o vplivih na njegovo delo, ne moremo mimo njegovega bivanja pri očetu Ernestu v Braziliji. Izrazil jih je z domačimi besedami. Mladega junca je potrebno priključiti staremu vozu, da se nauči voziti svoj voz. S prevzemom misijona v Braziliji ni bilo nič. Bog mu je namenil mnogo težjo pot v vsem vroči Afriki. Svoje znanje je uporabil v 4 afriških deželah. Burundiju, Ruandi, Kongu in nazadnje v Gani, kjer je postavil na noge 4 misijonska središča. Danilo je užival v delu z mladimi. Znana je njegova izjava, da je za delo na misijonu potrebna dobra kmečka univerza.
saj mora znati preprosto vse. Postaviti nov misijon pomeni imeti veliko sposobnost organizacije, iskanja sredstev, fizičnega dela učenja, veliko zgrajenih objektov, mnogo pomočnikov, pri tem pa mora biti za teboj še veliko dobrotnikov. Danila je močno prizadela genocidna vojna med Hitujci in Tutsi v Ruandi leta 1994. Takrat je v vas prišla informacija, da je Danilo verjetno mrtev. Njegova mama tega ni verjela in je bila prepričana, da jo bo do svetega Danijela poklical. In res jo je, v nedeljo, ko je bil ravno praznik, svet Danijel, njegov zavetnik, preden je šel v cerkev k nedeljski maši, zazvonil telefon. Javil se je Danilo. Vso zgodbo in doživljanje nam je Danilo povedal nekaj nedelj kasneje, ko je z nami, takoj po vrnitvi domov, poromal v Loreto in Rimini. Nepozabno mašo smo imeli v kripti cerkve v Rimini. Presenetljiva je bila njegova pridiga o dogajanju na misijonu. Ko se je množica Tutsijev prebivalcev misijona zbrala v cerkvi, so prišli Hitujci z mačetami, da jih pobijejo. Izprosil je, da so šli iz cerkve, da ne bi bilo v cerkvi krvavo. Hitujci so svoje opravili, le Danila so pustili pri življenju. Ko so odšli, je Danilo vse s prostimi rokami zagrebil in odšel proti domu. Kaj se je dogajalo, so pričale sledi krvi na njegovih čevljih. Kako takšne dogodke duševno prenesti in se pognati k še bolj intenzivnemu delu? Kako nositi tako težak križ na svojih ramenih? Koliko ga je Danilu pripravil Gospod? Pot na videz neodločnega povprečnega dijaka Danila se je zaključila z doktoratom iz človekoljubja in oznanjanja evangelija. Ne vem, kako si je naša drugerška župnija zaslužila dva tako velika človeka, svetilnika, kot sta bila pokojna Danilo in Ernest. Danilo, hvala za tvoje delo, pomoč ljudem, misijonsko znanjevanje za težko pot, na kateri nisi obupal in si zmogel nositi križ. Hvala za zgled evangelija in ljubezni, to so ljudi. Za vse pa Gospod z vami. In svojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala.